Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu EF. Gre za skupni projekt Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Slovenske tiskovne agencije, v okviru katerega bomo v kratkih videopogovorih s profesorji in raziskovalci Ekonomske fakultete naslovili aktualna ekonomska vprašanja in družbena vprašanja, na katera lahko ekonomija ponudi odgovore in rešitve. Danes je z nami profesor Rok Spruk, dobrodošli. Z njim bova govorila o krizi multilateralizma. Geopolitične razmere v svetu so namreč vedno bolj zaostrene, nekateri govorijo celo že o novi hladni vojni. Profesor Spruk, morda za začetek, kaj nove zaostrene geopolitične razmere pomenijo za multilateralizem? Ja, nove oziroma, kako bi rekel, malce spremenjene geopolitične razmere je potrebno razumeti predvsem v kontekstu geopolitične konkurence med dvema največjima velesilama danes, se pravi, to sta na eni strani ZDA in na drugi strani seveda Kitajska. Tukaj seveda pač mi lahko opazimo, da predvsem Kitajska skuša svoje primerjalne prednosti v svojem ekonomskem modelu iskati seveda na razvoju umetne inteligence. Je pa malo znano dejstvo, ki ga je nedavno odkril v svoji raziskavi moj kolega Noah Juchtman z Univerze Harvard, da Kitajska z razvojem umetne inteligence indirektno izvaža tudi v te države, se pravi, ki trgujejo z njo, svoj model vladanja, se pravi, strog nadzor nad populacijo. In seveda pač način, kako bi rekel, pač zavreti kakršnekoli pač odpore proti vladavini. Zato tukaj pač vidimo zopet hudo novo konfrontacijo na eni strani med ZDA, na drugi strani seveda pač tudi med Kitajsko. Problem je pa tukaj seveda ta, da vsaka država, se pravi vsaka velesila, včasih je bila to Sovjetska zveza, danes sta seveda to Kitajska in ZDA, skušata seveda pač preko spodkopavanja temeljev multilateralizma uvajati svoje želje, svoje cilje, svoje zunanje politike. Zdaj seveda mi smo videli ko je bil še živ seveda Henry Kissinger, ki je nedavno preminil, je lepo zadnjič povedal, se pravi eno svojih zadnjih govorov, da je seveda pač zunanja politika ZDA temeljila na hudem širjenju seveda pač ameriških geostrateških interesov in Kitajska danes počne podobno. Ampak tukaj je diplomacija, zdaj pred povsem novim izzivom, kajti Kitajska nekako daje vtis, da se ne želi pogajati s temi zahodnimi demokracijami. Kitajska seveda daje takšen vtis in seveda na takšen način si seveda skuša zgraditi svojo koalicijo držav. Mi vemo seveda pač, da je iz nekaterih držav Kitajska napravila tako imenovan pariah state, kot je termin v politologiji, recimo to je napravila z Rusije. Skuša pa svoj vpliv širiti, se pravi, na eni strani tudi v Afriko, v Latinsko Ameriko, na bližnjevzhodne teritorije. Ključno je tukaj pa seveda pač en pogoj, se pravi, da je Kitajska v bistvu svojo mednarodno diplomacijo širi ekonomski model, ki seveda pač ni najbolj naklonjen dolgoročno trajnostni naravnani gospodarski rasti in inovacijam. Mi tukaj smo opazili, se pravi, v primeru Kitajske, da Kitajska seveda pač svojim geopolitičnim vplivom širi v teh državah tako imenovane mega investicijske projekte, ki jih financirajo kitajska podjetja. Ti mega investicijski projekti seveda iz teh držav jih spravijo v neko vrsto pač past. Se pravi, da te države so zdaj nekako primorane financirati te mega velike investicijske projekte, ki imajo bodisi ničelno stopnjo donosa ali pa celo negativen donos. In študije so seveda pač pokazali, da se intenzivnost, globina makroekonomskih kriz teh držav, se pravi v Latinski Ameriki in na Bližnjem vzhodu, v odziv na kitajski pač geopolitični vpliv samo poglablja. Kje je zdaj Evropa v tej kompleksni enačbi? Zdi se, da postaja še nekoliko manjši igralec, kot je bila doslej. Velika težava Evrope, ki je premalokrat izpostavimo, je seveda velika delitev včasih smo rekli, da je to delitev na center, na periferijo, danes je v bistvu ta velika delitev na sever in jug. Evropska unija se je seveda pač spopadla z številnimi izzivi. Vprašanje pa seveda je, ali se je s temi izzivi pripravljena spopadati. Mi imamo tukaj zelo neslavno in tragično statistiko, o kateri smo se zadnjič pogovarjali, in sicer ta, da je od leta 2014 do leta 2023 v Mediteranskem morju v toku te, kako bi rekel, begunske krize umrlo cirka 24.000 ljudi. To je toliko kot recimo pač do zdaj v Gazi, v času pač izraelskega napada. In tukaj seveda pač, kot smo videli v
z migrantsko krizo so bile evropske države tukaj preštevilnokrat neenotne si med sabo. Se pravi, breme spopadanja z begunsko krizo je tukaj padlo na južne države. Zdaj v času ukrajinske vojne vidimo, da je pač breme financiranja bolj odpadlo na severne države. Vprašanje pa je, ali je tukaj seveda pač Evropa enotna. In tukaj seveda mi imamo tukaj velikost evropskega vzorca družine, N je enako 28 držav članic, in tukaj seveda pač prihaja do različnih konfliktov, do različnih tenzij. Vprašanje pa je, ali je Evropa seveda pač pripravljena na to enotnost. Vidimo pa, da imamo znotraj Evrope, kako bi rekel, huda razhajanja. Na eni strani smo videli, imamo tako imenovan novi vzhodni blok, to je skupina teh držav, pravim Bukarešta 9, se pravi cele višegrajske države, Bolgarija in Romunija, ki seveda pač prednjačijo svojim iliberalnim modelom vladanja. Tukaj Viktor Orban je samo neke vrste simptom tega iliberalnega modela. In tukaj seveda značilno temu modelu je pa seveda huda kršitev vladavine prava in seveda model vladanja, ki je relativno bliže temu, kar zagovarja Kitajska. Zato v bistvu Kitajska preko svoje iniciative, se pravi ta svilena cesta. Svilna pot. Tako, svilna pot. V teh državah seveda vidi potencialnega zaveznika. Velika težava bo pa seveda nastala, ukolikor bo Evropska unija svojo širitev na Zahodni Balkan še vedno odlagala v nedoločeno prihodnost. Črni scenarij je tukaj seveda ta, da te države v to svileno pot vključi Kitajska. To se zelo pozna tudi v gospodarskem okolju in kako se lahko konkretno recimo evropska podjetja vsaj srednjeročno prilagodijo tej povečani negotovosti? Kaj lahko storijo? Definitivno je eden izmed, kako bi rekel, bolj smiselnih ukrepov ta, da skušajo seveda pač svoje trgovinske tokove relativno diverzificirati. Se pravi, ne samo, da skušajo države kot celota pač diverzificirati svoje trgovinske tokove, tudi podjetja, da se usmerjajo na trge, seveda, ki niso toliko izpostavljeni tem tako imenovanim geopolitičnim trenjem. Zdaj seveda tudi med državami v razvoju imamo, kako bi rekel, hitro rastoče, razvijajoče se trge, ki seveda tem geopolitičnim trenjem niso toliko podvrženi. Recimo imamo Kolumbijo, imamo Indonezijo, imamo Vietnam, se pravi imamo recimo države kot so Nigerija v podsaharski Afriki. Tako da podjetja morajo tukaj narediti velik korak naprej v smislu, da pač geopolitična trenja skušajo nekako zminimizirati. Predvsem pa seveda pač ne zapadati v to pas, kot je zapadla ameriška in kitajska diplomacija. Se pravi, da imamo tukaj zdaj igro dveh sovražnih mačk. Tako da, in seveda pač zato, ker če skušamo pač svoj globalni okvir graditi na multilateralizmu, moramo vedeti, da brez sodelovanja ne bomo prišli nikamor. Sodelovanje pa seveda tudi zahteva pač pogovor s tistimi državami, s katerimi se seveda pač Zahod zdaj seveda kolektivno tudi v bistvu ne želi pogovarjati. No, obenem pa slišimo pozive k manj regulirani, recimo industrijski in energetski politiki Evropske unije. Kaj vi menite o tem? Kako se to sklada s potencialnimi odgovori na vsa ta vprašanja? Lahko vam povem pač nedavni primer, se pravi študije in znanstvene pač raziskave, ki smo jo naredili za Španijo. V Španiji se je izkazalo, da je energetska industrija gledano, se pravi po zakonskem okviru, med bolj reguliranim. Izkazalo se je, da energetska industrija veliko investira v lobiranje, veliko investira v tako imenovanih sprožanje pač posebnih pritiskov na snovalca politik. In seveda izkazalo se je, da v bistvu breme prekomerne regulacije je odpadlo na mala podjetja, na srednja podjetja, tista podjetja, ki so seveda pač manj izkušena in seveda, ki tudi nimajo toliko kapitala in zaledja, da bi se lahko s tem tako imenovanim complianceom, se pravi prilagajanjem, spopadala. Zdaj seveda, vprašanje pa je, kaj pa lahko ustvari zdaj seveda pač tukaj kontrakorak, se pravi manj regulacije. In tukaj moramo biti pa previdni, zakaj? Zato, ker vidimo, da manj regulacije je lahko v bistvu dobrohotno, se pravi pozitivno vpliva na investicijske tokove, lahko tudi v bistvu na investicije v raziskave in razvoj. Imamo pa seveda byprodukt tega, se pravi, kako bi rekel, končni stranski učinek je pa seveda pač ta, da se širijo negativne eksternalije. Mi tukaj zdaj vidimo, da po evropskih mestih imamo ne samo v zimskem, tudi v spomladnem času, se pravi hudo presežno koncentracijo PM10 delov v zraku, kar pa seveda je za javno zdravje huda negativna eksternalija. To seveda tudi zdravstvenemu sistemu povzroča na eni strani stroške, delovni sili seveda povzroča manjšo produktivnost, zato je tukaj potrebno obrati neko zlato linijo. Se pravi, na eni strani se pravi zaobideti s cilov in karbidov prekomerne ali premale
regulacije, ne, in seveda poiskati, kateri je optimalni regulatorni okvir. Definitivno se pravi politika totalne deregulacije, prekomerne deregulacije ima za seboj prinese hude negativne eksternalije, predvsem za javno zdravje, ne, in tudi seveda pač za varstvo okolja. Ne. Zato je tukaj zdaj seveda čisto empirično vprašanje, kje se nahaja ta, kako bi rekel, zlata sredina. Torej Slovenija ne bi mogla dobro izkoristiti okolja, v katerem bi bilo regulacije manj. Težava je tukaj seveda pač ta, če gremo pogledati seveda zdaj države, ki so šle v prekomerno deregulacijo. Tak primer je recimo ZDA. ZDA je šla pač po 70 letih v izrazito prekomerno deregulacijo. Izkazalo se je seveda pač to, da so bili številni učinki nezaželjani, se pravi dohodki ameriških gospodinjstev so od leta 70 do nastopa Bidenove administracije stagnirali, neenakost se je seveda povečala, socialna segregacija se je povečala in istočasno se je seveda pač so se povečali potem tudi socialni konflikti, ki so privedli do neslavnega trenutka 2015, se pravi izvolitve Donalda Trumpa. In vidimo, da v bistvu te populistične tendence v bistvu so zelo lepljive, kako bi rekel, zelo vztrajne. In zaradi tega seveda pač moramo paziti, da ko države pač uvajajo deregulacijo, da jo uvajajo tam, kjer ni negativnih eksternalij, se pravi na zdravje, na okolje, na drugi strani seveda tudi na samo politično okolje. Se pravi, da ne bomo zdaj v prihodnosti videli, kako bi rekel, cvetober politikov, kot so tipa Recep Tayyip Erdogan ali stranka Pravo in pravičnost na Poljskem ali pa Viktor Orban, ker to je pa seveda pač te države, oziroma tak model vladanja, te tako imenovane samodrže, ne samo, da pač ne generira inovacijo tudi znotraj, pač tudi ima izrazito pogubne institucionalne posledice. Vi, če se recimo sprehodite po Madžarskem, zadnjič sem recimo kolegica pokazala nek plakat, kjer je pisalo zelo preprosto, primer neke fotovoltaike in investicij na Madžarsko. Madžarska je država, kjer je korupcija poslovna priložnost. Ne želimo si, da bi Slovenija kakorkoli, oziroma katerekoli evropska država zašla v tak model vladanja. No, prav v tem kontekstu je potem na mestu vprašanje, ki ni enostavno, pa vendarle, kje bo Evropa glede na vse to čez 10 let? Zdaj, vse je odvisno seveda pač od dveh dejavnikov. Prvi dejavnik je demografija, drugi dejavnik je seveda pač gospodarska rast. Zdaj evropsko, ali pa kako bi rekel, mašila evropske gospodarske rasti so na eni strani predvsem mogoče prekomerno obdavčitev dela. Mi moramo vedeti, da seveda pač evropski model socialne varnosti je še vedno baziran na ideji iz Bismarckovega modela države blaginje iz 19. stoletja in se seveda tukaj ni ustrezno prilagodil. Mi moramo vedeti, da države kot sta Italija, kot sta pač Danska, namenijo seveda za državno porabo več kot 50% svojega bruto domačega proizvoda. Težava seveda tega nastane potem, da nam prekomerna fiskalna seveda pač obremenitev gospodarstva ustvari na eni strani zmanjšano zaposlovanje, seveda tudi v bistvu se pravi se nekako negativno vpliva na investicije, na produktivnost. Po drugi strani pa seveda pač pomembno povedati, da je v Evropi potrebno se pravi pride do novega socialnega konsenza, se pravi, da na eni strani si želimo model vitke države, ki je seveda pač, ki spodbuja inovacije, ki spodbuja produktivnost, ki spodbuja produkcijo, se pravi človeškega kapitala, boljše upravljanje s talentom in na koncu dneva tudi se pravi več inovacij, ki temeljijo seveda predvsem danes na posamezniku, se pravi na posamezniku ali pa malih skupinah posameznikov, malih, mogoče srednjih podjetij. Po drugi strani si pa ne želimo, da bi se obseg socialne države zmanjšal do te mere, da bi videli scenarij, kot ga je videla ZDA po 70 letih. Se pravi scenarij stagnacije dohodkov gospodinjstev, scenarij poglobljene neenakosti in socialne polarizacije, tega si pa seveda pač nikako ne bi smeli želeti. Veliko izzivov in neznank torej ostaja. Najlepša hvala za ta zanimiv pogovor. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Spremljajte nas še naprej.